Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Današnji pokalni dan v Ljubljani bo, lahko rečemo, naravnost spektakularen. Začeli pa ga bomo s finalom mladinskega pokala, ki ga bosta na stadionu Stožice odigrali mladinski ekipi Domžal in Aluminija. Domžalčani, lahko rečemo, vstopajo v tole srečanje zagotovo kot favorizirana ekipa. Konec koncev nam to pove že pogled na lestvico slovenske mladinske lige, ki se je ravno kar končala v tem zadnjem vikendu. Domžale so prvenstvo končale na drugem mestu z 2 točkama zaostanka za mladinskim prvakom Slovenije Mariborom, medtem ko je Aluminij odigral dokaj bledo sezono in na lestvici na koncu pristal na 11. mestu 14-članske slovenske mladinske lige, tako da Aluminij v tej sezoni s trenutno generacijo letnikov 1999 in 2000, lahko rečemo, ni opravil veliko v mladinskem nogometu, kjer je seveda konec koncev rezultat drugotnega pomena, ampak vseeno seveda je tudi nekakšen zmagovalni duh pomemben. Tule je postava Aluminija, trener mimogrede ni Igor Benedejčič, pač pa Bojan Flis. Igrali bodo Banič, Kovačec, Štahernik, Fekonja, Rogina, Pohleven, Pušnik, Brglez, Bračko, Marinšek in Fekonja. Tule pa je še postava domžalskega moštva. Nekateri ti fantje so že zaigrali tudi za člansko ekipo. Najbolj odmevno ime te enajsterice je zagotovo Adam Gnezda Čerin, ostali Mihelak v golu, potem Radovanovič, Urh, Guček, Žinič, Božič, Gorenc, Stankovič, Gnezda Čerin, torej Urbančič, Gregorin in Jašaragič. Seveda, tole je le tisti prvi del, lahko rečemo, nekakšnega trija tekem, ki jih bodo danes gostile ljubljanske Stožice. Zagotovo bo na tistem vrhuncu današnjega dne stadion precej bolj poln. Ob 20:15 se bo novopečeni državni prvak Olimpija pomerila prav tako z Aluminijem, le seveda s članskim moštvom v finalu slovenskega pokala, medtem pa se bosta vmes ob 17:30 v finalu ženskega pokala Slovenije pomerili ekipi Radomelj in Beltincev. Glavni sodnik srečanja je Aleksandar Matkovič, ki prihaja zraven na Koroškem, sredine igrišča pa bodo začeli Domžalčani, ki so torej v zadnjih 2 letih ostali prekratki v mladinski ligi, ki je bila nekaj časa v njihovi domeni. Namreč Maribor je, kot rečeno, letošnji prvak, lani naslov prvaka osvojila ekipa Triglava v mladinskem prvenstvu, prej pa so Domžalčani 3-krat zapored od leta 2014 do leta 2016 osvajali naslove mladinskega prvaka Slovenije. Torej, imeli bomo priložnost videti kar precej mladih igralcev, ki bomo zagotovo v prihodnje gledali tudi na slovenskih prvoligaških zelenicah in lahko rečemo, da je to na nek način tudi izobraževalna zadeva. To je že prvi udarec, v prvi minuti so ga proti vratom sprožili Domžalčani. Tule je sicer osrednji napadalec Domžal Simor Gregorin. On ni bil tisti, ki je takole z levico meril z razdalje mimo vrat Tiborja Baniča. Ostaja torej 0:0, vendar Domžale so že takoj na začetku srečanja pokazale svoje namene. Zdaj v zadnjo vrsto žogo bo pobral Luka Guček, eden izmed številnih nogometašev Domžal, ki seveda igrajo za
reprezentance svojih starostnih kategorij. Guček tudi eden tistih fantov, ki so se v preteklosti že preizkušali tudi v tujini, ampak vrnil se nazaj. Guček je sicer kariero začel pri Krškem, doma je sicer iz Brežic, vmes pa je bil nekaj časa član Betisa, torej slovitega španskega kluba, in Guček zdaj tudi začenja nov napad za Domžale. Po žogu je prišel Božič, pa potem podaja ponovno proti Gučku. Počasi bodo Domžale gradile napad, Domžalčani, ki seveda ne bežijo od vloge favorita na današnji tekmi. Kapetan Božič je torej žogo zdaj oddal na stran. Globinska podaja naprej proti Urbančiču, ki tam do posesti vendarle ni prišel. Dobro se je boril Gnezda Čerin, a storil tudi prekršek. Tule Adam Gnezda Čerin, ki je že veliko igral v tej sezoni tudi za člansko moštvo, ima tudi profesionalno pogodbo z Domžalami. Podaja naprej, dobro se je vrnil Božič in razčistil v stranski avt za Aluminij. Izvajal ga bo Jure Pohleven. Čaka Pohleven, potem pa nesporazum tam pri izvedbi stranskega avta. Na koncu je žoga končala ponovno izven meja igrišča. Še eno priložnost bo imel Pohleven, da žogo vrne v igro. Zelo mladi so nogometaši Aluminija danes, le 3 igralci izhodnega mladinskega letnika. 99 so v začetni postavi Aluminija. Sicer Marcel Pušnik prodiral po desni strani in še naprej bodo pritiskali gostje, na nek način gostje, čeprav seveda tule ni domačina, vendar Domžalčani so precej bliže doma, jasno, temu objektu, kjer se danes igra tale finalni obračun. Gregorin v proti napadu, dobro se je znašel tam spretni levičar. Gregorin je potegnil naprej, potem iskal Urbančiča. Uspešna kombinacija, na koncu je dobro razčistil tam izpred svojih vrat Matija Fekonja. Stranski avt bo izvajal Žinič. Nazaj proti Gučku. Guček je potem obrnil stran, žoga na Urha. Izbija pa vratar Klemen Mihelak. Naprej proti Jaša Ragiču, ki pa je vendarle pohitel prepovedan položaj. In nogometaši Aluminija bodo zdaj gradili nov napad. Dolga podaja Fekonje. Bočni položaj ponovno proti Pušniku. Pohleven. Pohleven je poskušal podati v globino. Še enkrat bo izvajal stranski avt. To je bil prekršek na sredini igrišča, storil ga je Gnezda Čerin. Prosti strel za Aluminij. Poskus takošnje podaje naprej, tole ni bilo uspešno, še naprej pa poskušajo nogometaši iz Kidričevega tam priti do žoge. Tole borbo je stranski sodnik razsodil kot stranski avt za Aluminij. Prodiral je in padel Nik Marinšek, nogometaš, ki je v tej sezoni igral tudi že za prvo moštvo Aluminija v prvi ligi Telekom Slovenije. Marinšek se gradi, Gučka je imel na hrbtu. Nespretna podaja, koliko je tvegal tam z oddajo žoge Jaša Ragiča, se je potem dobro znašel. Ima zdaj priložnost, da pretegne noge. Jaša Ragič naprej, Gorenc Stankovič je žogo podal na bočni položaj. In umirja Božič proti Urhu, pa potem Radovanovič podaja v globino proti Andriji Radovanoviču, ki pa na koncu do te žoge ni mogel priti. Tibor Banič za zdaj brez dela. Tisti strel z razdalje v prvi minuti srečanja je bil za zdaj najnevarnejši poskus na tekmi, ki je v svoji 6. minuti.
Banič je podal naprej. Gnezda Čerin. Čerin v prostor iz ozadja naprej. Tudi Žinič. Žoga v stranski avt za Domžale. Ponovno Gnezda Čerin. Čerin je žogo vrnil nazaj v zadnjo vrsto. In tu je ponovno Guček. Gnezda Čerin. Diagonala Gnezde Čerina na stran. Dobro je tam našel Jaša Ragiča. Šaragić se namešča, prodira, takole je priključil Žiniča. Žinič v kazenski prostor in na koncu ni bilo pike na i. Potem dobro Guček je ostal visoko, Gregorin. Šaragić mu vrača žogo, nekaj zmede v obrambi Aluminija in dvignil je zastavico stranski sodnik, tako da je ta akcija prekinjena. Neugoden je bil tule v tem prodoru Anisija Šaragić. V tej sezoni z 9 zadetki v Mladinski ligi, drugi strelec Domžal. Več golov je zabil le v tem trenutku poškodovani Stare, ki jih je dosegel 12. Najboljši strelec Aluminija v sezoni pa je bil Javk, ki je zabil 7 golov. Danes je na klopi za rezervne igralce. Podaja proti Žiniču, Domžalčani za zdaj boljši v polju. Gorenc Stanković. Ponovno Tibor Gorenc Stanković, njegov brat Jon je tisti bolj znani obraz v tej nogometni družini, tudi nekdanji igralec Domžal, ki je nekaj nastopov zbral celo kot kapetan v domžalskem članskem moštvu. Kasneje so ga sicer precej izdelale poškodbe. Trenutno je član angleškega premier ligaša Huddersfielda, Jon Gorenc Stanković. Njegov brat Tibor pa počasi zaključuje z mladinskim stažom. Zanj je tole zadnja tekma v karieri mladinskega nogometaša. Vračal se je tule in želel razčistiti Fekonja, prekršek Urbančiča. Fekonja zdaj naprej na sredini igrišča. So potem nogometaši Aluminija prišli do žoge, neuspešen je bil Kovačec. Morda priložnost, da Aluminij zapreti, tudi s to podajo ne bo šlo, slabo Rogina. Morda priložnost Gnezda Čerin, je prišel do žoge, nekaj vroče krvi, jezi se Gnezda Čerin za voljo tega prekrška. Krivec je Brglez. Takole je držal, vlekel za majico nasprotnika. Nekaj preveč nervoze tule Gnezde Čerina. Danes je tudi za te mlade fante seveda veliko na kocki. Želijo se nekateri od svoje nogometne mladinske kariere posloviti kot pokalni zmagovalci z Lovoriko. Domžalčani so sicer na zadnje osvojili leta 2015, ko so v finalu v Kopru premagali prav Aluminij 4-1. Aluminij pa je bil zadnjič prvak in edinič leta 2006, ko je v finalu premagal Gorico s 3-1. To je bila goriška ekipa, ki je bila polna dobrih igralcev. Zdaj nevarno, 10. minuta, nevaren udarec glavo, žoga je zavila mimo vrat. Prekinitve bodo seveda na teh tekmah vedno zelo pomembne. Guček je bil tisti, ki je skakal. Na koncu žoge ni najbolje zadev. Takole je zavijala mimo vrat. Da še druga obetavna situacija za Domžale. Tudi ta sicer ne je izkoriščena, ampak Domžalčani prihajajo v priložnosti, kar je za njih v tem trenutku najbolj pomembno. Podaja Baniča naprej. Žogo odložil Marinšek.
proti Gregorinu je potem šla in dobro je reagiral Fekonja. Guček in Božič. Umirja potem Urh ponovno proti Božiču, ki je tisti zadnji igralec v zvezni vrsti pri Domžalah, ki je tudi zadnja varovalka pred domžalsko obrambo. Zdaj naprej proti Marinšku, na katerega gre veliko žog, ko Aluminij napada. Dobro je potem reagiral Žinič. Žoga proti Bračku. Lepa obrambna reakcija na koncu Žiniča. Žoga je končala v stranskem avtu. Izbil je Brglez. Jaša Ragič. Jaša Ragič se je tam zapletel. Dobro, potem ponovno Žinič, ki je osvojil žogo. Božič na drugo stran. Naprej gre Urh. Pa Radovanovič. Še en stranski avt. Do mladinskega finala sicer pelje dolga pot skozi pokal posameznih medobčinskih nogometnih zvez. Še posebej seveda za klube iz ljubljanskega MNZ-ja je ta pot zelo zahtevna, kajti tam je konkurenca daleč največja. Potem pa, ko se klubi prebijajo do tistega glavnega dela, ko gre za vse slovenski pokal, sledijo najprej četrtfinalne tekme. Aluminij v četrtfinalu izločil lanskega pokalnega mladinskega prvaka Maribor. Z goloma Bračka in Pušnika je Aluminij slavil z 2-1 in potem v polfinalu z enakim rezultatom premagal še Muro, Javk in Marinšek sta zadela. Medtem ko so Domžale v polfinalu premagale Triglav z 1-0, še prej pa v četrtfinalu Gorico s kar 6-2. Domžalčani so bili zelo zanesljivi tudi na poti proti temu glavnemu delu, namreč pometli so z vsemi konkurenti v ljubljanskem MNZ-ju. Kočevje so premagali 14-0, Belo krajino 4-0, Kolpo 3-0, Olimpijo v polfinalu s 5-1 in v finalu še Radomlje s 6-0. Le en gol so prejeli Domžalčani na poti do tega glavnega dela pokalnega tekmovanja. Prosti strel za Šteharnika. Podaja Šteharnika proti kazenskemu prostoru. Se je vendarle domžalska vrsta obranila, pa proti napad zdaj. Vendarle pa ni dovolj dobro, žog je oddal Gnezda Čerin. Pa še prekinitev, ponovno prosti strel na voljo nogometašem Aluminija. Tule je Jošt Urbančič, eden dveh nogometašev, ki danes začenjata v prvi ekipi. Tole je bila nevarna igra nepopustljivega Urbančiča. Torej enega dveh igralcev v prvi ekipi Domžal, ki imata v tej sezoni še pravico nastopa za kadetsko ekipo. Torej oba sta letnik 2001, Jošt Urbančič in vratar Mihe Lah. Urbančič sicer nekdanji igralec Olimpije, ki je v lanskem poletnem prestopnem roku Ljubljano zamenjal za Domžale. Šla na Gregorina, boril se Gorenc Stankovič, pa potem Guček izbija, ponovno Gregorin. Čaka Gregorin na stran proti Radovanoviču. Guček. Guček v prostor. Gregorin, spet offside. Že kar številne prepovedane položaje so se ujeli domžalski nogometaši na začetku tega srečanja. Sicer so nevarnejši, imeli so dve priložnosti, tudi v polju delujejo bolje, bolj kombinatorno, ampak najbolj pomembno je, da je rezultat še vedno začetnih 0-0.
Stranski out zdaj za Žiniča. Nazaj proti Gučku. Guček vrača Mihelaku, ta pošilja naprej dolgo podajo. Zdaj se po levi strani naprej spustil Žinič. Žinič je poskušal, v bloku je bil Pušnik, Žinič pred vrata, priložnost za Domžale zdaj in nevaren udarec Gnezde Čerina ter dobra obramba vratarja Baniča. Lepa domžalska priložnost, pritisk pa še traja. Gnezda Čerin tam preigraval. Na koncu izbita žoga. Zadnja priložnost je bila najlepša za zdaj na srečanju. Guček. Proti Mihelaku. Nogometaši Aluminija ne pritiskajo na vratarja Mihelaka v posesti, potegnejo se nazaj tudi oba osrednja branilca. Urh in Guček nista pod pritiskom, ko imata žogo v posesti. Guček proti Božiču. Ponovno Blaž Urh. Urh je šel naprej, Matija Fekonja je bil na mestu. Tule na levi strani na nek način obrambe Aluminija igrata dva dvojčka, Gašper Fekonja številka 5 in Matija Fekonja številka 15. Pa je zdaj Urbančič. Gnezda Čerin. Stavil se Čerin. Še vedno čaka, dočakal je Jaša Ragiča. Zelo prodoran Janis Jaša Ragič, tule skuša priti mimo, še naprej plete, vrača žogo potem nazaj do Gorenca Stankoviča. Stankovič v kazenski prostor, Urbančič je tam čakal na žogo, vendar ni prišel do odločilnega stika z njo pred vrati Aluminija. V tej sezoni sicer izenačena statistika teh dveh ekip, ko sta se srečali v ligaškem tekmovanju. Aluminij je lanskega avgusta zmagal celo v Domžalah z 2-0 zadetkoma Marinška in Brgleza, ki danes oba začenjata tekmo pri Kidričanih. No, na povratni tekmi pred, lahko rečemo, kar nekaj dnevi, konec maja je bilo Aluminij Domžale 2-3. Je bilo 24. maja. Med tednom so potem Domžalčani zadnjo tekmo odigrali z Olimpijo in sicer zmagali, ampak to je bilo premalo, kajti v Novem mestu je zmagal tudi Maribor in Krko poslal v drugo ligo, sebi pa priigral naslov mladinskega prvaka za aktualno sezono. Skušal je Pušnik, zdaj spet pri žogi Pušnik, dobra rešitev, kaj lahko pripravi Bračko. Bračko je preigraval in dobro ga je tam zaustavil Guček. Žoga na stran, Pušnik. Zdaj Pohleven. Pohleven proti Marinšku. Nik Marinšek pred vrata. Odlična podaja, priložnost za Aluminij. No, ni 11 metrovke, ki jo tam zahtevajo gostje. V kazenskem prostoru je bil kapetan Nejc Bračko. Domžalčani pa proti napadu. Tu je zdaj Jaša Ragič. Šaragič še vedno preigrava vso akciji, potem vendarle ni dovolj hitro dal žoge, Brgle se mu je vrgel pod noge, Žinič v kazenski prostor, priložnost za Domžale in gol. 19. minuta, 1-0, vodijo Domžalčani. Na eni strani so želeli 11 metrov, ko nogometaši Aluminija, na drugi strani pa je z glavo natančno meril Adam Gnezda Čerin in Domžale vodijo z 1-0. Pa hitra akcija na koncu je bil Žinič z bočnega položaja, takole podajalec z levico. Adam Gnezda Čerin pa je z glavo
preprečil. Zasluženo vodstvo lahko rečemo za Domžalčane. Adam Gnezda Čerin, ki je v tej sezoni odigral tudi 11 tekem v prvi slovenski nogometni ligi in dosegel en gol, je povedel favorizirane Domžalčane v prednost. Zdaj bo seveda Aluminij v težjem položaju. Zdaj se ne bodo mogli več varovanci Bojana Flisa le braniti. Morali bodo biti tudi bolj aktivni v ofenzivnem smislu. Zdaj ponovno Guček. 22. minuta teče v Stožicah. Orh. Gnezda Čerin. Spet proti Urhu, ta je obrnil stran, žoga na Gučka. Potegnil Luka Guček, Urbančič. Urbančič na bok proti Radovanoviču. Umešal se je Gašper Fekonja. Lorenc Stankovič. Dobro se je tam potem do žoge dokopal Marinšek. Marinšek v prostor, tam bo poskušal neuspešno Nec Bračko. Tudi zelo mirno je reagiral Mihelak. Urh na kratko, a potem Gnezda Čerin na stran. Ni bila uspešna globinska podaja. Domžalčani pa zelo hitro znova do posesti, odbija Gašper Fekonja. Na žogo je za trenutek prišel Bračko, ki pa jo je hitro izgubil. Urbančič na robu kazenskega prostora. Urbančič, vendar odlična reakcija Matije Fekonje. V zadnjem trenutku je žogo snel z noge prodirajočemu Joštu Urbančiču. Proti napad za Aluminij. Desno je sam Marcel Pušnik, nam gre žoga, prihaja tudi Pohleven. Pušnik pred vrata, vabljiva podaja, priložnost zdaj za Aluminij, vendar Guček je bil v bloku. Zdaj Urbančič. Urbančič in Gašper Fekonja. Gašper Fekonja še vedno prodira, skuša zaustaviti Urbančiča in to je storil s pomočjo prekrška. Spreten je žogo Jošt Urbančič, tale položaj na desnem krilnem sicer zanj ni naraven. Najbolje se znajde v osrčju zvezne vrste. Danes je trener Domžal Darko Birjukov nekoliko premešal svojo ofenzivo. Urh in Božič. Dobra podaja Božiča ponovno na bočni položaj. Jaša Ragič. Jaša Ragič prodira, še vedno Jaša Ragič. Gregorin se je priključil v akciji. Gregorin išče prostor za strel, vendar okoli njega je bila prevelika gneča. In pa prekršek Gorenca Stankoviča. Takole je zgrabil Marinška, tako da ta ni mogel pobegniti. Jaša Ragič, Božič. Skušal je Marinšek. Do žoge je prišel Andraž Žinič, umirja nazaj za Mihelaka. Domžalčani zdaj seveda lahko tudi igrajo nekoliko bolj kalkulantsko. Guček proti Urhu. Urh na Andraža Žiniča. Žoga nazaj v zadnjo vrsto. Domžalčani redno vračajo potem žogo nazaj vratarju, držijo posest, dominantni so v tem smislu na današnjem srečanju. Nazaj. Žogo ponovno kapetan Božič, ki takole prihaja med oba srednja branilca in pomaga v gradnji igre domžalske ekipe. Začela se je 27. minuta v Ljubljani.
Božič. Božič spet menja stran. Jašaragič, pa Žinič. Jašaragič vrača žogo v zadnjo vrsto. Vrača stran Blaž Urh proti Gučku. Vsi nogometaši Aluminija zdaj zbiti na 30 metrov od svojih vrat. Božič. Božič nekoliko preveč na silo naprej. In spet je do žoge prišel Guček. Aluminij za zdaj še brez priložnosti v teh prvih, bomo rekli, kar 27 minutah igre. Domžale precej boljši nasprotnik, kar so kronale tudi z golom v 19 minuti, ki ga je dosegel Adam Gnezda-Čerin. Radovanovič in Guček. Spet se je ponudil Božič. Urh gre naprej. Dobro se je znašel Ture Urh, se premaknil v smer gibanja Brgleza, ki ga je imel na hrbtu. Stankovič na stran proti Radovanoviču. Ta bo še enkrat dobil žogo. Guček. Zdaj Urh. Gnezda-Čerin. Gnezda-Čerin zdaj konkretno proti kazenskemu prostoru nasprotnika. Niza nogometaše Aluminija, na koncu pa je bil Matija Fekonja tista zadnja ovira. Dobra reakcija Božiča. Izanota Žinič proti Urhu. Urh in Čerin. Pa Radovanovič vrača na Gučka. Gorenc Stankovič. Ponovno Urh. Diagonala Urha naprej proti Urbančiču. Reakcija potem Gnezde-Čerina na sredini igrišča. Znova Guček do žoge. Zelo težko prihajajo nogometaši Aluminija do posesti. Prav nič se ni spremenilo po vodilnem golu Domžalu v 19 minuti. Še naprej popolna dominacija Domžalčanov na zelenici Stožiškega stadiona. Tule prekrška ni bilo, pravi sodnik Matkovič. Proti napad pa da je Aluminija. Žoga proti Pušniku. Na koncu pa slaba podaja na Marinška. Še enkrat tista situacija, ko je Jašaragiča zaprl Brglez, potem nekaj maščevalnosti tule. Ko smo videli Gnezda-Čerin se je vrnil in odrinil Brgleza. Guček. Guček in Božič. Božič pa na stran proti Urhu. Urh naprej. Kratka kombinacija, hitro izgubljena žoga. Gnezda-Čerin je bil tam pri njej, potem pa Gregorin. Guček v kazenski prostor. In to je bil prekršek Jašaragiča v napadu. Med prostoru zdaj Gorenc Stankovič. To je žogo dal na stran proti Urbančiču, vendar nekoliko prenerodna podaja ali pa preslab sprejem Urbančiča, ki zdaj poskuša preigravati in tole bo kot za Domžale. Poglejmo, kaj lahko pravijo ob tej prekinitvi Domžalčani. Jošt Urbančič bo podal pred gol svojo levico. Urbančič podaja po tleh. Ignal je na element presenečenja, iskal Gorenca Stankoviča.
Andraž Žinič potem v kazenski prostor, priložnost za Domžale, Radovanovič je bil pred golom, ampak dovolj hiter Tibor Banič. Vsaj za zdaj enosmeren promet. V Stožicah Domžalčani vodijo z minimalno prednostjo, ampak to ne pove dovolj o tem, kaj gledamo v tem prvem polčasu na igrišču. Jaša Ragič. Jaša Ragič nazaj proti Božiču. Božič na stran, tu je Radovanovič pa Urbančič. Urbančič pleše okoli žoge, dobro je odigral tam Jošt Urbančič, potem pa vendarle predobro pokrit, pa še prekršek nad Gašperjem Fekonjo. Gregorin. Gregorin, dobra žoga z levico naprej, ni bilo ofsajda. Jaša Ragič, domiselen zaključek, 2-0 za Domžale. Čudovita akcija zdaj Domžalčanov, ki so okrepili svojo prednost. Zadev je Anis Jaša Ragič. Torej Domžale 2, Aluminij 0. Jaša Ragič je zaradi pretirane proslave dobil tudi rumeni karton, ampak v tem trenutku mu je bržkone povsem vseeno. Zelo miren je bil v zaključku mladi krilni napadalec domžalske ekipe. Odlično podaja tudi Gregorina. In to nam prinaša zdaj že zelo komfortno prednost Domžal. Sicer mimogrede na finalnih obračunih v mladinskem pokalu ne bi gledali podaljška, če bi se tekma po 90 minutah končala brez zmagovalca, ampak bi takoj moštvi izvajali kazenske strele oziroma 11 metrovke. Ampak v tem trenutku nič ne kaže na to, da bi lahko na tak način danes iskali zmagovalca, kajti Domžalčani so precej boljši nasprotnik in imajo zdaj že zelo lepo prednost. Urbančič na Gučka. Levo ima Žiniča, Guček naprej. Še ena podaja proti Gučku, lepo je kombiniral tam z Gnezdo Čerinom. Jaša Ragič, drugi gol za Jaša Ragiča v nekaj minutah, 3-0 za Domžale. Guček je naredil višek s tem vključevanjem naprej, potem pa ogromno prostora v kazanskem prostoru za Anisa Jaša Ragiča. Velika napaka ponovno v obrambi Aluminija. Tudi Baniču ni uspelo pretirano spretno posredovati tule in Jaša Ragič še drugič na tekmi zadel. In Domžale vodijo s 3-0. Aluminij je, lahko rečemo, v tem prvem polčasu nedorasel tekmec. Absolutna domžalska dominacija in tako kot je trenutno videti, bi lahko doživel Aluminij tule pravo katastrofo, če ne bo previden. Domžalčani zelo dobri, razigrani in tudi učinkoviti. Lorenc Stankovič, kratka kombinacija zdaj s Čerinom in zdaj ponovno podaja proti Jaša Ragiču, ki povzroča ogromno težav nasprotnikovi ekipi. Takole je zbežal kazenski prostor Jaša Ragič
Na koncu pa zanesljivo Banič. Marinšek, prekršek nad Marinškom. Ne bo. Kaže nov rumeni karton. Tule je prišlo do trka. Udarec je prejel Jaša Ragič. Verjamem, da ne namerno. Do konca prvega polčasa pa še slabih 10 minut, nekaj zdravniške pomoči bo potreboval Jaša Ragič. Tule bomo še enkrat videli, kako je prišlo do tega udarca. Brglez je zamahnil z roko proti Jaša Ragiču. Najmanj neprevidno je bilo tole strani Tilna Brgleza. V teh trenutkih sta obe ekipi ob klopi poiskali tudi nekaj osvežitve. Medtem ko bo z Jaša Ragičem vse v redu, tak udarec ga seveda ne bo zdelal do te mere, da bi današnje srečanje zaključil. Darko Birjukovu seveda tule ni bilo všeč, da ni sankcioniral Brgleza sodnik Aleksandar Matkovič. Ampak sodniška je zadnja. Prosti strel medtem za Aluminij, teče 38. minuta srečanja. Pripravljen je Marcel Pušnik. Pušnik v kazenski prostor. Izbita žoga, na koncu je skočil Bračko. Še naprej napad za Aluminij. Pušnik je poskušal eden bolj razigranih pri Aluminiju v prvem polčasu, potem pa je prodiral še Nejc Bračko. Ampak kapetanu Aluminija je žoga na koncu ušla izven meja igrišča. Bračko, ki je dosegel 7 golov v pravkar končanem prvenstvu. Eden tistih, ki danes to tekmo tudi končujejo mladinski staž. Pri Aluminiju so to Brglez, Bračko in Marinšek. Precej več Domžalčanov je letnika 99, Guček, Žinič, Božič, Gorenc Stankovič, Gnezda Čerin in Jaša Ragič. In lahko rečemo, da se zdaj za te fante začenja prava nogometna pot, kjer je treba biti vztrajen. In seveda je treba vedeti tudi, da bodo fantje ob prehodu iz mladinske v člansko konkurenco naleteli na številne ovire. Ali bodo tudi poiskati primerne sredine, kjer bodo lahko igrali. Malo jih seveda lahko takoj nastopi v prvoligaških moštvih, le tisti ekstremni talenti. Boril se Urbančič, pa Jaša Ragič. Jaša Ragič se je potem zapletel. Žoga mu je ušla v stranski avt, izvajalec bo Pohleven. Tule imajo na voljo Domžalčani, izvajalec bo Gnezda Čerin. Še 5 minut prvega polčasa je pred nami. Gneča v kazenskem prostoru je precejšnja. Gnezda Čerin je zdaj podajal žogo tja. Potem je bil tam neodločen pri sprejemanju žoge Bračko. Ni bilo posledic, Pohleven. Prekršek zdaj nad desnim bočnim branilcem Aluminija. To pa je bil štart Bračka, ki ga ni kot prekršek videl sodnik Matkovič. Da naprej na Pušnika. Pri žogi Marinšek, pa na kratko do Rogine. Brglez nazaj, tu je Matija Fekonja. Kratka kombinacija s Kovačecom. Špar Fekonja je šel naprej.
Ampak dobro je tudi taktično svojo nalogo pravi Urbančič, ki je spremljal igralca, za katerega je bil zadolžen. In na koncu stranski out za Domžalčane. Velika dominacija Domžal, ki se jim torej vsaj za zdaj obeta prvi naslov pokalnega zmagovalca v mladinski kategoriji po letu 2015. Ta bi bil sicer drugi za trenerja Darka Birjukova, ki je že takrat vodil domžalsko mladinsko moštvo. En pokal je osvojil tudi kot članski domžalski trener. Zanimivega pomočnika pa ima na klopi sicer kot uradnega predstavnika kluba, to je Xavier Wilson Juninho, ki je seveda dolga leta igral za Domžale, Brazilec. Tudi v tistih domžalskih zlatih časih, ko so pod vodstvom Slaviša Stojanoviča in tudi Nenada Protege Domžalčani bili dominantna sila v slovenskem nogometu in so osvojili svoja edina dva naslova državnega prvaka. Naslove so Domžalčani osvajali zdaj že pred 10 leti. Prvega leta 2007 in drugega leta 2008. Boril se Urbančič, žoga bo za Aluminij. Gnezda Čerin je dobro reagiral na sredini igrišča, pa podaja proti Jaša Ragiču, ki je prehiter za obrambo Aluminija. Jaša Ragič preigrava, Jaša Ragič se vedno strelja in hat-trick Jaša Ragiča v prvem polčasu. 4-0 za Domžale v 44 minuti. Odlična predstava mladega krilnega napadalca Domžal. Potem, ko je obrambo Aluminija odprl Adam Gnezda Čerin z golom v 19. minuti, potem 3 zadetki Jaša Ragiča. In mreža Aluminija je zdaj že izdatno polna. In težko lahko bi še kdo koga prepričal, da tale finalni obračun ni odločen. Domžalčani so preprosto za nekaj razredov močnejši od tokratnega nasprotnika, ki realno nima kakovosti, da bi lahko pariral domžalskemu moštvu. Pušnik je padel, stranski sodnik je tule signaliziral prekršek Matkoviču. Naprej Jaša Ragič, potem pa še Božič. To sta bila, mislim, da kar 2 prekrška nad Pušnikom. Zdaj Marinšek pred vrata, priložnost za Aluminij in gol. 4-1. 45. minuta prinaša znižanje zadev, pa je Kovačec. Tim Kovačec, torej strelec, in to je bilo tudi zadnje dejanje prvega polčasa, torej dominantna predstava Domžal. Videli smo 5 golov v prvih 45 minutah. Prednjačil je Anis Jaša Ragič, ki je za Domžale zadel 3-krat. Gnezda Čerin je sicer dosegel vodni zadetek na srečanju v 19. minuti, zadnjega v prvem polčasu pa je dodal Tim Kovačec za Aluminij v 45. za rezultat polčasa. Domžale 4, Aluminij 1 in tale finale mladinskega pokala, lahko rečemo, zelo bogat zadetki v prvem delu in upamo, da bo podobno tudi v nadaljevanju in da bodo goli še naprej padali s takšnim tempom kot v prvem polčasu. Vzeli si bomo krajši odmor, potem pa znova v Stožice.
je vstopil številko 9 Luka Mesarič. Izid je začel biti nogometaš številko 3 Jure Poklevan, na mesto njega vstopil nogometaš številko 10 Rok Perčič. Izid je začel tudi nogometaš številko 20 Tim Kovačec, na mesto njega vstopil številko 11 Filip Javk. Brez sprememb na strani Domžal. Torej, vračamo se v Stožice, pred nami je še drugi polčas finala mladinskega slovenskega pokala. Domžale Aluminij po prvih 45 minutah, skoraj da neverjetnih 4-1, 5 golov smo že videli v prvem delu. Domžalčani pa absolutno dominantna ekipa in zasluženo vodijo z visoko prednostjo. Javk in Ferčič sta vstopila pri Aluminiju kar med odmorom, torej v drugem polčasu z dvema novima igralcema na zelenici začenjajo nogometaši Aluminija. Pa tudi številko 9, tamle vidim, da je v igri Luka Mesarič, torej kar precej sprememb med odmorom pri trenerju Bojanu Flisu, kar ni presenetljivo glede na dominacijo Domžal v prvih 45 minutah. Je, lahko rečemo, kar logično, da je ponudil priložnost tudi nekaterim igralcem s klopi trener Kidričanov. Za Domžale je v prvem delu blestel predvsem Anis Jašaragič, ki je dosegel 3 zadetke. Prvega na tekmi je zabil Adam Gnezdačerin, zadnjega v prvem delu pa Tim Kovačec in to je bilo tudi njegovo zadnje dejanje na tem srečanju, kajti on je eden izmed tistih igralcev, ki so med polčasom ostali v slačilnici. Kot za Domžale in novo delo za izvajalca Urbančiča. Gneča v kazanskem prostoru zdaj pri obeh ekipah, torej Domžalčani so tisti, ki napadajo. Gnezdačerin se je ponudil kot tista kratka opcija. Skota Urbančič. Urbančič pred vrata, priložnost za Domžale, takoj na začetku drugega polčasa. Nevaren udarec je z glavo sprožil Gregorin. Da nekoliko po sredini gola, preveč po sredini gola, da bi lahko takole Gregorin premagal Baniča. Bo pa še en kot za Domžale. Spet bo seveda podal Urbančič. Urbančič proti bližnji vratnici, tokrat ni dobrega zaključka. Proti bližnji vratnici je vtekel Tibor Gorenc Stankovič, ampak tudi njegov poskus je bil blokiran. Bodo Domžalčani nadaljevali s to serijo kotov. Tokrat na kratko Urbančič proti Gnezdičerinu. Urbančič nazaj, žogo je v kazanski prostor dvignil Božič, ampak tega ni storil dobro, tako da je žoga končala za vrati. Tule je domžalski kapetan Doman Božič. Banič bo žogo z gol avta vrnil v igro. Podaja Baniča naprej v konico napada. Igra je prekinjena, padel je Mesarič. Prekršek Radovanoviča. Tako je zrušil rezervista pri Aluminiju, kot kaže tudi Andrija Radovanovič, zdaj dobil rumeni karton. Prosti strel pa bo izvajal Nejc Bračko. Bračko mimo Urbančiča tudi z nekaj sreče, še vedno Bračko, zaustavil ga je potem Gorenc Stankovič, boril se je Marinšek. Javk proti žogi, ta pa nazaj do Mihelaka, ki se je elegantno tam otresel Filipa Javka. Podaja naprej, pa potem dober skok Štehardika. Napad za Aluminij, Marinšek v prostor. Vendarle pa
Spet ta podaja ni bila dovolj dobra, dovolj natančna. Gregorin se bori, izgubil je žogo. Potem na kratko na sredini igrišča tam kombinirajo nogometaši Aluminija, še ena podaja v globino naprej, na krilni položaj. Pušnik je skušal v ogenj poslati Marinška. Gorenc Stanković. Zdaj proti Gučku, tu je Urh. Urh pa mirno do Gorenca Stankovića. Ta je priključil Gučka. Urbančič oddaleč. Žoga je le odskakljala v naročje vratarja Baniča. Brglez nazaj. To je zdaj Marinšek, ki se je preselil globje v zvezdno vrsto po teh številnih menjavah. Radovanović mimo Matije Fekonje, ki je storil prekršek, prosti strel za Domžale. In spet bo zadolžen za izvedbo prekinitve Jošt Urbančič. Urbančič na kratko, potem Gnezda Čerin oddaleč, čez vrata. S prvim stikom si je namestil žogo, potem pa udaril, vendar Tibor Banič ni imel skrbi, takoj se je videlo, da žoga ne bo končala v okviru vrat. Podaja šla na Javka. Zdaj morda priložnost za Domžale, za še en zadetek, spet Jaša Ragić, no tokrat ga je izvrstno zaustavil Banič. V zadnjem trenutku je blokiral tale poskus Jaša Ragića, ki je želel vratarja Aluminija preigrati. 3 gole je zabil Anis Jaša Ragić v prvem polčasu, izjemna predstava domžalskega krilnega napadalca. Dobro se je zdaj boril Javk, ukradel žogo, izsilil prekršek. Doman Božič je bil tisti, ki ga je storil. Tako je dolga globinska podaja na stran proti Gašparju Fekonji. Bračko, pa potem je želel Marinšek žogo dati na stran. Domžale imajo zdaj nekaj več prostora za hiter prehod v napadalno tretjino. Desno je poskušal do žoge priti Gnezda Čerin, v zadnjem trenutku izbija Matija Fekonja. Za Radovanovića, lepo Urbančič. Urbančič je igral za slovensko reprezentanco tudi na Evropskem prvenstvu kadetskem, kjer Slovenci sicer nedavno niso prišli iz skupine. Tretja udeležba Slovenije v tej kategoriji na Euro. Urbančič je zdaj prodiral, Urbančič še vedno, Gnezda Čerin nazaj. To je morda priložnost za Domžale, pametno odigral Gorenc Stanković. Zdaj Gnezda Čerin, čudovita akcija, Gnezda Čerin je pletel, preigraval, potem pa padel, ampak Matković pravi, da brez pomoči branilca Aluminija. Še ena žoga v prostor na Jaša Ragića, ki bo vztrajal, ampak podaja vendarle za odtenek premočna.
Stanković je podaljšal, kratka kombinacija z Gregorinom, nova priložnost za Jaša Ragiča. Štahernik je ob njema, je tule zdaj izpadel, podaja Žiniča in zanesljiv je bil Banič. Zelo hitro se končujejo vsi ti poskusi Aluminijevih ofenzivnih akcij. Gregorin, dobro, Štahernik. Ferčič, Mesarič in Jav, ki so stopili v drugem polčasu, zdaj tvorijo napadalni trio za Aluminij strani. Še en poskus proti vratom, streljal je Gregorin. Prekršek na sredini igrišča, hitro izveden prosti strel Mesariča. Pa žoga v globino, priložnost zdaj morda za Aluminij. Ferčič nazaj, Mesarič je streljal in nikakršnega dela ne bo v tem primeru za vratarja Klemna Mihelaka. Radovanovič. V sredini Miran Tilen Brglez, tu je zdaj Marinšek. Žoga na stran proti Gašparju Fekonji. Zaustavil se je Marinšek, potem lepa poteza sicer podaja proti Gašparju Fekonji, ampak je šlo skozi, dobro je akcijo spremljal tam Urh, ki se še vedno bori, pa še konec nevarnosti, še ena podaja z levico pred vrata in nevaren udarec Javka z glavo, ampak Javk je zgrešil. Dobra podaja proti bližnji vratnici, takole udaril Javk, ki je v tej sezoni v Mladinski ligi zabil 7 golov. Še vedno torej rezultat prvega polčasa. Visoko vodstvo Domžal 4-1, ki nikakor ni bilo ogroženo v drugem polčasu. Brglez nazaj, potem takoj globinska podaja v napad proti Javku, na mestu je bil Urh. Žogo je skušal potem sprejeti tam, ampak neuspešno Mesarič. Skušal je Urbančič. Boril se Gašpar Fekonja. Gnezda Čerin proti Gučku. Žinič in Jaša Ragič kombinirata. Podaja proti Gregorinu. Gregorin je sam v kazenskem prostoru, Gregorina Urbančiča. No, ta pa ni najbolj zbrano reagiral. Malo prostora je imel tudi Jošt Urbančič. Gnezda Čerin. Gorenc Stanković. Žoga nazaj proti Gučku. Spet Gnezda Čerin na Urha. Urh in Gorenc Stanković. Stanković ni uspešno dal žoge, ampak še enkrat je prišel do nje. Kratka kombinacija, zdaj morda priložnost za nov zaključek. Je želel Božič podati v prostor in borbeni kapetan Domžal je žogo pridobil nazaj. Žinič. Spet Domen Božič, padel je Božič. Prekršek s hrbta. Storil ga je Marinšek.
Podaja na stran, priložnost morda za Domžale, vendar zdaj do žoge prišel Marcel Pušnik, Marinšek. Marinšek znova na Pušnika, ki ima kar precej prostora na desnem boku. Vrnil se je Jaša Ragič disciplinirano, in pa Pušnik na drugo stran proti kapetanu Bračku. Bračko, priložnost zdaj za Mesariča, Mesarič na Bračka, Bračko je bil sam pred vrati, ampak Mihelak se je izkazal z odlično obrambo. Super reakcija Klemna Mihelaka, ki je ubranil udarec Nejca Bračka. Še naprej spremljamo dopadljivo, gledljivo predstavo tudi v drugem polčasu, kot je bilo v prvem, le za razliko, da v tem drugem delu golov zaenkrat še ni. Rumeni karton je zdaj dobil Nik Marinšek. Po odhodu Jureta Pohlevna, ki je bil eden izmed treh nogometašev, ki so zapustili igro po koncu prvega polčasa pri Aluminiju, se je Marcel Pušnik preselil na desni bok v obrambi. Gnezda Čerin. Čerin je šel tudi na povratno podajo, tam se je boril z Matijo Fekonjo. In je storil prekršek. Še pol ure igre v finalu mladinskega pokala Slovenije. Še naprej zanesljivo vodstvo Domžal, zdaj slabo izbijanje, tam se je boril Gorenc Stanković, ampak storil prekršek. Bračko, Mesarič. Mesarič je iskal Ferčiča, Žinič je bil dobro postavljen. Božič. Podaja na stran proti Urbančiču. Urbančič še vedno, tule se je dobro obračal Gnezda Čerin, lepo vrnil žogo Urbančiču, ampak dobro je akcijo spremljal Marinšek. Fekonja. Brglezu, to je zdaj Štahernik, zdaj je Matija Fekonja. To bo stranski avt za Aluminij. Če bi tam v 60. minuti nogometaši Aluminija še ublažili tale zaostanek, bi še lahko bilo zanimivo. V drugem polčasu so bolj hrabri in bolj enakovredni tekmeci na stožiški zelenici. Jaša Ragič, zapletel se je Jaša Ragič, Urbančič. Pa poteza zdaj Urbančiča, kako dobro je lahko podaja, premočna. Zdaj Pušnik. Štaherniku. Zdaj je Matija Fekonja. Fekonja iskal Mesariča, dobro je njegovo namero prebral Radovanović. Gnezda Čerin na Gregorina. Pa premočna podaja proti osrednjemu napadalcu domžalske ekipe. Gašper Fekonja je poskušal, Radovanović dobro. Urbančič nazaj, Radovanović še enkrat. Skuša zdaj tam prodreti, ampak ni imel kam Simon Gregorin. Gnezda Čerin. Šaragič vrača nazaj proti Božiču. Radovanović. Nazaj na Urha, Urh pa miren. Zdaj tam po levi strani Žinič, vendarle ni prišel mimo.
Fekonja proti Baniču. Bolj so poskočni v drugem polčasu Kidričani, bolj si želijo, začutili so, da še imajo nekatere možnosti, da tale tekma še ni končana. Javk se je tule prerival, zato je Matkovič žogo dosodil Domžalam. Sicer imajo Domžalčani še naprej terensko pobudo, ampak vendarle je tekma nekoliko bolj izenačena. To je bila v prvem polčasu, ko smo spremljali enosmeren promet, praktično igro mačke z mišjo. Veliko močnejše so bile Domžale v prvih 45 minutah. Gnezda Čerin, pristanek za Gnezdo Čerina. Kole je preigraval in potem ga je zaustavil Pušnik, ki je zamudil. Prosti strel za Domžale. Gnezda Čerin bo tisti, ki bo v tem primeru podal pred vrata nasprotnika. Poglejmo, Gnezda Čerin, to je bila premočna podaja. Zdaj menjava prva v domžalskih vrstah. Igro zapušča veliki junak prvega polčasa in tokratne tekme Anis Jašaragić. Žan Zupančič ga bo zamenjal na igrišču. S tem je tudi konec, lahko rečemo, mladinske kariere nogometaša za Anisa Jašaragića, ki je blestel v prvem delu, zabil 3 gole. Tam v prodoru Marinšek ni imel kam. Kolega je zaustavil Gorenc Stankovič. Žoga že na drugo stran, zdaj bočni položaj proti novincu Zupančiču. Gnezda Čerin. Zupančič pred vrata, žoga je preletela Gregorina. No in vrnil se je Marinšek. Prisebno je odigral tule Radovanovič. Zdaj Gorenc Stankovič nazaj, Radovanovič zaustavil je Mesariča. Prodrl naprej Andrija Radovanovič. Tu je Gregorin. Tu je žogo izgubil Mesarič. Še ena podaja na stran, pa izbita žoga. Še eno menjavo pripravlja sicer Bojan Flis, ki je že opravil 3. Darko Birjukov za zdaj le 1. In boril se tam Gregorin, že na stranski avt.
Martin Šteharnik, številka 14, zapušča igro, namesto njega pa Adrian Sač. Četrta menjava v vrstah Aluminija. Dobrih 20 minut do konca tekme. Stankovič proti Gučku. Guček in Žinič. Žinič dobro se je odkril Gnezda Čerin. Potem poskusil z atraktivno potezo, ni šlo skozi, napaka v obrambi Aluminija. Gregorin poskuša. In Marinšek bo pobral žogo. Pušnik. Pušnik je izbijal. Tule je Bojan Flis še naprej energičen. Nekdaj tudi trener Aluminija v prvi članski nogometni ligi. Dolgo pa že deluje v mladinskem nogometu, predvsem pri Aluminiju. Mirno Urh. Na stran skusil je Radovanovič proti Urbančiču. Dobro je Urbančič tam šel v pozornosti Brgleza, ki je zaustavljal Urbančiča tudi s prekrškom, na koncu je tudi padel Urbančič. Brglez se je takole vrnil in ga še enkrat spotaknil. Spet bo podajalec Gnezda Čerin. Čerin z prostega strela visoko čez gol. No, zaključni strel sicer, ampak zgolj za statistiko. Nevaren udarec Gnezde Čerina, vendar Domžalčani so spet hitro prišli do žoge. Gregorin gre v kazenski prostor. Gregorin vrača žogo do Gorenca Stankoviča. Odbita žoga pa še Gnezda Čerin. Čerin strelja in brani Banič. Dvojna priložnost Domžal, torej v eni akciji v 72 minuti. Tole Gnezda Čerin, ki je prvi poskušal. Radovanovič. Čakal je Radovanovič, tu je zdaj Božič. Božič v prostor, naprej je pobegnil Jošt Urbančič. Matija Fekonja. Spet pri žogi. Matija Fekonja, pa zdaj Brglez. Na kratko je žogo vračal Bračko. Spet Brglez, ki je dobro udaril diagonalo proti Gašparju Fekonji. Še vedno Gašpar Fekonja. Žoga nazaj na Marinška. Mesarič. Marinšek. Zdaj Bračko. Marinšek čaka. Žoga na stran, lepa kombinacija. Zdaj no, Bračko je pozabil na žogo. Tako da ni bilo pravega zaključka. Gorenc Stankovič proti Urbančiču. Urbančič je poskušal. Zaustavil ga je na koncu Gašpar Fekonja. Tule vidimo levega bočnega branilca pri Aluminiju. Časi polzijo možnosti Aluminiju iz rok, da bi še kakorkoli ogrozil domžalsko zmago na današnji tekmi. V drugem delu za zdaj še nismo videli gola, vseh 5 je padlo v prvem delu. Še peto menjavo pa pripravljajo pri Aluminiju, Domžale pa v novem napadu. To je bila na koncu izgubljena žoga, ampak
ob silni borbenosti. Na koncu Žinič osvojil nazaj, vsaj tako se je zdelo, ampak temu ni bilo tako. No, tudi nogometaš Aluminija nespretni, žogo je izgubil Ferčič. Gorenc Stanković bo počakal, kajti Domen Božič je na tleh. Kot kaže, mu nagajajo Krči. Matija Fekonja zdaj odhaja iz igre, številko 6 pa Luka Brzin. Prihaja na zelenico. Peta menjava pri Aluminiju, le eno je opravil Darko Birjukov za zdaj. Morda bo moral kaj kmalu zamenjati Božiča, ki ne deluje preveč lagodno po teh težavah s Krči, ampak vendarle bo sam stekel z igrišča. Nekaj gledalcev je že na tribunah, seveda nekateri si bodo ogledali tudi finale ženskega pokala, ki sledi ob 17:30. Tem pa naj še enkrat spomnim, vrhunec večera ob 20:15, Olimpija Aluminij. Zadnje dejanje slovenske klubske scene v tej sezoni. Ljubljančani imajo priložnost, da osvojijo dvojno krono, po prvenstvu še pokal. Žoga naprej proti Gregorinu, ki bo še vedno vztrajal, bori se Gregorin. Gregorin se zapleta, še naprej poskuša. Tu je zdaj Urbančič, no. Zbijal je Radovanović, še enkrat bo moral poskusiti. Radovanović naprej, Urbančič, pa potem Gorenc Stanković. Zdaj lepo Gnezda Čerin. Čerin naprej, Zupančič je bil v ofsajdu, žoga je šla na bočni položaj proti Žiniču. Prodor, zdaj priložnost, Gnezda Čerin, 5:1. Super zaključek, Domžale so spet pobegnile na 4 gole prednosti v 77. minuti. Drugi zadetek današnjega dne pa je dosegel Adam Gnezda Čerin. Lepo je preigraval, lepo je čakal, vidi se, mislim, da je Adam Gnezda Čerin vendarle nekoliko poseben igralec v primerjavi z ostalimi danes na igrišču. Igralec, ki je seveda že izdatno okusil članski nogomet v tej sezoni in bodo bržkone v Domžalah skušali še nadaljevati ta njegov razvoj v prihodnji sezoni z vključevanjem pri prvi ekipi z večjim številom minut. Konec koncev je Gnezda Čerin igral tudi na zadnji tekmi z Olimpijo, ki je odločala o naslovu državnega prvaka. Zdaj Gregorin, ki je šel mimo vratarja in to bo zdaj še 11-metrovka. Prekršek Baniča, ki je zamudil, lepo ga je preigral Simon Gregorin in Domžale bodo imele priložnost še za 6. gol v tem finalnem obračunu. Mislim, da je vse jasno tule. Gregorin je že bil mimo, Banič je zamudil. Tu sem zgrešil žogo in takoj vedel, kakšna bo sodniška razsodba. Jošt Urbančič pa je žogo položil na belo točko. In on bo v 79. minuti skušal doseči 6. gol za Domžale na tem srečanju. In svojega prvega Urbančič, slab strel Urbančiča, odbita žoga in 6:1. Torej neprepričljiv najprej zaključni strel Jošta Urbančiča, no potem, ko je vratar žogo odbil nazaj v polje, kot rečemo, je Urbančič vendarle žogo pospravil v mrežo. Pol ducata golov so prejeli nogometaši Aluminija na tej finalni pokalni tekmi.
Andrija Radovanović zdaj zapušča igro, namesto njega Din Gutić. Namesto njega bo nastopil nogometaš številko 15 Din Gutić. Radovanović, tako kot vsi soigralci danes, dober na desnem bočnem položaju pri domžalski ekipi. Domžale so Aluminij danes povsem odpihnile in bodo torej po letu 2015, po 2 letih suše, ponovno Domžalčani osvojili mladinski slovenski pokal. Torej to, kar je takrat uspelo generaciji 96-97, v kateri lahko rečemo, sta bila glavna zvezdnika Alen Ožbolt in Jon Gorenc Stanković, torej brat Tiborja Gorenca Stankovića, ki je zaigral na današnjem finalnem obračunu. Lepo Marinšek. Pušnik v prostor. Gorenc Stanković. Lepo je videl tam prostega Zupančiča. Spet Gorenc Stanković. Urbančič, čudovita poteza Urbančiča, tu je Gnezda Čerin, potem pa nenatančno proti Gregorinu. Gorenc Stanković. Božič na kratko. Božič se je zdaj preselil na položaj desnega bočnega branilca po vstopu Gutića na mesto Radovanovića. Božič je zelo raznolik igralec, lahko igra tudi po potrebi v srednji obrambi. Številne položaje lahko pokrije, zato je seveda zelo hvaležen za vsakega trenerja. Bračko, pa potem podaja Mesariča. Nesporazum s Ferčičem. Zdaj Blaž Urh. Proti Božiču, začela se je 82. minuta tekme. 7 golov smo videli. Domžalčani so absolutno dominantni. Konec torej tudi za Jošta Urbančiča, menja ga Goran Karadžić. Tudi Božič je končal. Tomaž Iskra pa je še zadnji pri Domžalah, ki bo prišel v igro, razen če bi želel zamenjati še vratarja Darko Birjukov, namreč Luka Stojković je edini, ki ostaja na klopi pri Domžalah, edini še brez nastopa. Zdaj Iskre naprej proti Gregorinu. Do žoge je prišel Gutić. Gutić še vedno, prekršek, prosti strel za Domžale, zamudil je Brzin. Priložnost za novo podajo Adama Gnezde Čerina pred vrata nasprotnika. V zaključku 83. minute smo. Čerin nazaj proti Žiniču. Guček. Guček pred vrata, Aluminij se je obranil, Ferčič. Oziroma Javk je bil tole, Javk je preigraval, zadržal žogo, prekršek nad njim. Tako da je bežal Javk, na koncu prekršek Iskre. Pa je izgubljena žoga na koncu Mesariča. Gorenc Stanković. Gnezda Čerin.
Spet Adam Gnezda Čerin, žoga je šla proti Gutiču. In na koncu nevaren štart, seveda bo tole prekršek in prosti strel za Aluminij. Vendarle bo še priložnost Luki Stojkoviću ponudil Darko Berjukov. 5 igralcev je imel na klopi, vseh 5 bo poslal v igro. Zadnja menjava torej na vratarskem mestu. In 80. minuta, prosti strel za Domžale. V kazenski prostor, Aluminij se je obranil, do žoge je prišel Brzin. Brzin potem izgublja žogo, Gorenc Stanković, pa na kratko Iskra. Gnezda Čerin. Sporazum potem pri Domžalčanih, žoga je končala za vrati. Tibor Banič prav veliko ni bil kriv pri teh 6 golih, ki jih je prejel danes. Preprosto je zazeval pravi prepad, kar se kakovosti tiče med obema ekipama. Gnezda Čerin na stran. Zapleta se Brglez. Dovanović, pa potem natančno Žinić je izgubil žogo, Mesarič in prekršek Andraža Žinića. Iz prostega strela bo podal Nejc Bračko, morda še ena priložnost, da častni gol številka 2 zabijajo Kidričani, no vendarle je žoga pristala v naročju Luke Stojkovića. Domžalčani zdaj v pol proti napad, Gnezda Čerin, dobra žoga v prostor, Gregorin. Gregorin čaka na prostega soigralca. Ni bilo pravega zaključka napada. Podal globino proti Mesariču, ni šlo skozi. Spet Gnezda Čerin. Čeprav je Jaša Ragić dosegel 3 zadetke, mislim, da mu Gnezda Čerin kar konkurira v boju za prvo ime današnjega srečanja. Danes bo imel tudi Aluminij seveda svojo podporo, ne le na tej tekmi, predvsem na tistem večernem spektaklu, ko bo Aluminij prekrižal meče z Olimpijo v boju za naslov pokalnega prvaka v tej sezoni v Sloveniji. Aluminij seveda še nikdar ni bil pokalni prvak, prvič v zgodovini sploh igral v finalu. Olimpija ima tu precej bogatejšo zgodovino. Gnezda Čerin s kota. Niča pred vrati Baniča, Gnezda Čerin na oddaljeno vratnico. In to bo še en kot. Podal bo Zupančič. Zupančič z levico pred vrata, zanesljiv Banič, ki je pravočasno krenil iz vrat, ocenil situacijo, potem pa žogo podal naprej, ampak tole ne bo dosegljivo za koga izmed njegovih soigralcev. Skušal je tam na sredini igrišča, potem Mesarič, Marinšek na bok proti Pušniku. Pušniku prostor za Ferčiča. No, Ferčič tule ni imel pravih možnosti. Žinić na kratko proti Urhu. Guček. Guček še vedno, Guček naprej, dobro se je obrnil tam Gnezda Čerin. Gregorin je že v kazenskem prostoru, Gregorin in brani Banič.
Na koncu neprepričljiv strel Gregorina. Je bil že kar precej strani, ampak slabo je zadev žogo. Banič ni imel pretirano težkega dela. Mesarič. Mesarič nazaj. Brzin. Brzin v napad. Guček pa zdaj v protinapad za Domžalčane. Teče že 90. minuta v Ljubljani. Zupančič. Gnezda Čerin. Gnezda Čerin na bočni položaj. Tam je bil Karadžič, pa žoga na drugo stran. Toliko slabši sprejem v primeru Tomaža Iskre. Žoga pa na koncu out za Domžale. Bomo videli, kakšen, če sploh kakšen bo sodniški dodatek ob koncu tekme, ki je že dolgo odločena. Iskra spet prodira. Vrača žogo nazaj, spet je na voljo Gnezda Čerin. Stankovič, Gnezda Čerin, kratka kombinacija Domžalčanov. Na koncu ni bilo zadetka, 2 minuti sodniškega dodatka še ob koncu tega finalnega obračuna, ki je bil zelo enosmeren, velika dominacija Domžal praktično od začetka srečanja in v nadaljevanju so to Domžalčani le še podkrepili tudi številnimi goli, ki so jih zabili. 3 Jaša Ragič, 2 Gnezda Čerin, enega pa je dosegel Urbančič za Domžale. Kovačec je zabil zadetek Aluminija. Tole je bil prekršek, še prosti strel bo za Domžale. Stika se prva izmed 2 minut sodniškega dodatka. Kratkogorenc Stankovič, pa zdaj žoga proti Blažu Urhu. Spet Gorenc Stankovič. Nekoliko nam je ponagajala zdaj le slika, ampak ničesar nismo zamudili. Na koncu izbita žoga Žiniča. Blaž Urh, ki je prevzel kapetanski trak po odhodu Božiča z igrišča. Zapletel se je potem Gorenc Stankovič. Marinšek. Podaja šla v prostor. Uspešno. Zdaj Sač. Sač na bok proti Pušniku. Zadnje sekunde tega finala tečejo in Aleksandar Matkovič je zdaj odpiskal konec tekme, torej zmaga za Domžale, več kot zanesljivo. Začela se je torej tekma že z dominacijo Domžal, nadaljevala pa v tem slogu. Domžalčani so upravičili vlogo velikega favorita na tem srečanju, tudi s tem dominantnim rezultatom na koncu. Uvertura v ta pokalni dan, torej zelo zanimiva in polna golov. Domžale, Aluminij v finalu mladinskega pokala 2017-2018, 6-1. 2 gola je za Domžale dosegel Gnezda Čerin, 3 Jaša Ragič, 1 Urbančič, zadetek za Aluminij pa je dosegel Kovačec. Torej velika premoč Domžalčanov, ki so torej pobrali prvo lovoriko dneva. Tale pester program danes v Stožicah pa se nadaljuje ob 17:30, torej čez 45 minut s tekmo finala ženskega pokala Radomlje Beltinci in potem vrhunec današnjega dne zvečer ob 20:15 še finale slovenskega pokala Olimpija Aluminij. Torej lepo smo dan začeli s številnimi goli, ne preveč lepo seveda za tiste, ki so pesti stiskali za Aluminij. 6 golov v štajerski mreži danes v Ljubljani in na nek način lahko pri Aluminiju le upajo in verjamejo, da bo na tisti članski tekmi, ki bo vrhunec današnjega dne, vendarle precej drugače. Torej hvala za pozornost za zdaj. Pokalni dan pa se nadaljuje in seveda ga spremljajte in uživajte v slovenskem nogometu še naprej. Lep pozdrav!